Vabim, da se vklopi Tomaž Cimerman. Tomaž Cimerman prihaja iz Stoncev pri Markovcih na Ptujskem polju. Tam z bratom Rokom vodita družinsko kmetijo. Pozdravljeni, Tomaž. Dobro večer še z moje strani. Dobro večer. Midva bova kar imela en pogovor o tem. Povejte nam, pred 5 leti sta z bratom Rokom prevzela vodenje kmetije. Vi ste imeli takrat 25 let, brat pa 21. Kako sta takrat razmišljala in kako sta si naloge razdelila? Izvolite. Hvala. Takrat sva bila še nekoliko manjša, kot smo danes, tako je. In kako smo razmišljali? Razmišljali smo podobno kot danes, se pravi razširiti in usmeriti kmetijo in to podjetje, ki imamo danes, v to smer, s katero se ukvarjamo, se pravi v živilstvu. Midva sva bolj usmerjena v mesno predelavo in pač vse takrat, ko se je začela, nismo imela nekih jasnih ciljev. Prevzela sva kmetijo, v bistvu je manjši brat prevzel. Vedela sva, kaj bi rada, se pravi, dodala naši kmetiji zaradi vseh razmer na tržišču, neko dodano vrednost. Seveda je bilo to žal zaradi tega, ker nismo imela razen nekih delovnih navad, nekih izkušenj predhodnih, zato je bilo to, oziroma še zmeraj je zelo pestro. In drugače kot nekdo, ki, ne vem, je nekje zaposlen ali pa je tradicija nekega dela na kmetiji. Tako da midva sva si zastavila cilj, da klasično kmetijo spremenimo v živilstvo, dodamo neko, kot sem povedal že, dodano vrednost, se prilagodimo kupcem, zadnje čase sploh in to je to. Okej, kaj ste najprej na kmetiji spremenila? Začela smo čisto na začetku, se pravi, ko smo prevzela kmetijo, ki je bila klasična, se pravi, ukvarjala se je z živinorejo, poljedelstvom, se pravi, z kmetijstvom, ki je v klasični meri bilo, oziroma še zmeraj je. Mi smo, glede na to, da smo tik pred tem, kot smo odprla oziroma prevzela midva kmetijo, odprli dopolnilno dejavnost na kmetiji, se pravi predelavo mesa, zaradi žal nizke cene prašičev, ki še zmeraj je zaradi upada. Hoteli smo dodati neko dodano vrednost, tudi zaradi ukinitve sladkorne pese in tako dalje. Smo morali nekaj spremeniti in prvo smo spremenila hlev za govedo, spremenila sva ga v prašičerejo, mislim, smo jo povečala, ukinila sva zelenjadarstvo, s katero smo se ukvarjala, ukinila sva druge majhne dopolnilne dejavnosti in se usmerila resen samo v eno panogo. Zato, ker vsi vemo, da če jih imaš preveč, se zgubiš v tem. Zato smo povečala hleve za živinorejo, sočasno pa smo tudi povečala prostore za predelavo mesa in vse tu skupaj začela počasi predelovati, tržiti in se učiti, kako je na tržišču. Super. Vi ste, ko sta še starša vodila kmetijo, ste imeli 150 prašičev, zdaj jih vzredite od 500 do 700, sami poskrbite za predelavo, to pa ni vse, a ne? Ponujate tudi sveže meso od drugih kmetij. Tako je, tako je. V vsem tem času, v teh 5 letih, odkar sva prevzela kmetijo, v začetku smo seveda odprli smo eno majhno klavnico, začeli smo z predelavo zgolj in samo svinjskega mesa v nekaj tistih tradicionalnih izdelkov, ki smo jih tako rekoč že znali narediti oziroma poskušali znati narediti, saj nismo mesarska družina. Se pravi, izdelovali smo takrat čisto klasične izdelke, tu značilne za naše območje, kot je zaseka, ocvirki, klobase, salame in podobno. Ob širjenju prodaje oziroma ob obiskanju novih tržnih poti smo, ne bom rekel sva z bratom sama, ampak smo poslušali kupce, kaj potrebujejo.
probali smo se jim čim bolj približati in ko smo že iz večjih komentarjev strokovnjakov danes na vašem seminarju, webinarju slišali, smo probali pridobiti čim večje zaupanje kupcev oziroma še ga zmeraj probamo pridobiti in jih poslušati njihove želje in se tako pač prilagoditi. Se pravi, ni bilo dovolj, da smo ponujali samo mesne izdelke, ampak druge možnosti ni bilo, ker na tržnicah druga se ne da prodajati kot neke pakirane stvari in podobno. Z širjenjem kmetije počasi v to, kar danes širimo, pa smo odprli prvo mesnico, kjer smo želeli ponuditi strankam ne samo mesne izdelke, tudi sveže meso. In pokazati, da je slovenska proizvodnja lahko tudi po sprejemljivi ceni, pa verjetno tudi nekoliko kakovostnejša, kvalitetnejša. Zato smo produkte širili, se pravi od svežega mesa do trajnih izdelkov, poltrajnih izdelkov, presnih, se pravi delamo širok spekter mesnin. Tako smo tudi začeli vključevati druge kmetije, kot ste dejala, se pravi vključujemo govedno, teletino, piščance, sodelujemo z lokalnimi kmetijami na vseh področjih, tudi z drugimi stvarmi še se ukvarjamo, se pravi sodelujemo z kmeti za bučno olje, sodelujemo z kmetijami, ki proizvajajo različne stvari z dopolnilnimi dejavnosti oziroma z manjšimi podjetniki, ki proizvajajo različne od tesenin, piškotov in tako dalje in jih probamo vključiti v našo prodajo in spodbuditi slovensko proizvodnjo, ki je žal v primerjavi z našimi ne prvimi severnimi sosedi, ampak tudi drugimi, precej drugačna. Se pravi, drugačno mentaliteto, na žalost, drugačno razmišljanje, drugačna vzgoja, drugačen sprejem prehrane, kot je v Sloveniji. In tam je pač malo drugače, tudi pa v Sloveniji pa kar precejšnja borba, zaradi tega smo se odločili, da ponudimo čim širši spekter izdelkov, obenem čim kakovostnejši, ampak cel čas pazimo, da je cena sprejemljiva, ker na žalost v Sloveniji, kljub temu, da se trend v narekovaj vrača, da ljudje iščejo lokalno, res je, da se vrača, ampak bistveno manj, kot se govori o tem. Govori se veliko o tem, da se trend vrača, ampak če bi se tako zelo vračal, se ne bi vsako leto izbruhnila novi trgovski centri, ki ponujajo proizvode večinoma ne slovenskih proizvajalcev. Mislim se to, če greš po trgovini, vidiš in glavnem. V tem mi dva nadaljujemo. Prav. Zdaj ste povedali, da ste najprej povečali obseg prašičereje in vzporedno s tem je rastel obseg predelave mesa prek sodelovanja z drugimi kmetijami, ste začeli ponujati tudi njihovo meso in predelovati tudi izdelke oziroma meso drugih vrst. Niste pa nič povedali o tem, kako ste prodajo razvijali. Prodajo. Začeli smo na tržnicah, kjer smo že prej prodajali naše primarne produkte, prej, ko smo se ukvarjali še samo z zelenjadarstvom, z malo bučnim oljem in tako dalje. Tam se je najbolj razvilo, se pravi, začeli smo obiskovati vedno več tržnic, obiskovali smo začeli sejme, na kateri smo se predstavljali. Od takrat, ko smo začela z bratom, ko smo prevzela kmetijo, se je on posvetil bolj primarne stvari, se pravi proizvodnje, od prašičereje pa predelave. Jaz pa sem se ukvarjati začel bolj z prodajo, z trženjem. To pomeni, da sem začel obiskovati sejme, kot sem že omenil, se pravi Agra in Mos in različni sejmi lokalni, ki so se odvijali, različne predstavitve, občinske in takšne in drugačne, tudi nekaj malega v tujini, da smo spoznali, kaj bi tukaj ponudili in tako smo tudi začeli širiti tržne prostore, začeli smo na tržnicah, kjer smo bili prisotni, smo se v bližini, kjer smo pridobili kupce, začeli odpirati mesnice, se pravi mesnice in trgovine z našimi izdelki in z izdelki lokalnih oziroma slovenskih, vse lokalne, slovensko praktično, ker smo tako mehni,
proizvajalcev in tako pridobivati zaupanje, ne. V vseh teh situacijah pa zaradi velike konkurenčnosti in vsega sva izbrala več segmentov, se pravi, poleg maloprodaje sva se poglobila tudi v javne zavode, sploh lani v tej situaciji, ki je prišla čez noč, potem ponujamo gostincem, hotelom, ponujamo trgovskim verigam kot lokalni proizvajalec, pač vse posod, kjer nas sprejmejo, se jim probamo pokazati, predstaviti, prilagoditi predvsem in najti eno skupno pot. Sicer ni najbolj enostavno, ker smo novi na trgu, ker smo toliko mlajši in ker je konkurenca precej velika, ne. Se pravi, ne moremo se kosati glih z velikimi v cenah, ampak probamo z kakovostjo nadomestiti ta odstotek cene, za katerega potrošnik plača malo več. Ko sta še starša vodila kmetijo, je 5 članov vaše družine na njej delalo in enega mesarja ste imeli zaposlenega, ne? Kako pa je danes? Danes je zgodba malo drugačna, nekaj jih je prišlo zraven, pač z razvojem, z tehnologijo, z širjenjem tržnih poti, smo mogli zaposliti zraven, se pravi, danes nas je nekje 17-18 zaposlenih, vključno z našimi 5 domačimi, se pravi, mama, oče, brat, moja punca in jaz, ki delamo na kmetiji in v podjetju, ter ostali zaposleni po mesnicah, proizvodnji in tako dalje. Se pravi, vsi skupaj, vsako leto je kakšen več, prilagajamo se in iščemo nove tržne poti, tako da. V pogovoru ste mi rekli, da prodajo mesa in izdelkov povečate za 20-30% na leto. Ja. Kaj pa je vaš cilj za naslednjih 5 ali pa 10 let? Kje se vidite? Kje se vidimo? Najbolj to, da ostanemo v teh zanimivih ali čudni situaciji, ne vem, kako se naj izrazim, da ostanemo stabilni, da si pridobimo večjo zaupanje, še večjo zaupanje kupcev, da se še bolj uveljavimo na trgu, da nas poznajo, da stremimo k temu, da ponujamo izdelke od njive do mize, da ponujamo resne slovenske proizvode, da upam, da se bodo ljudje začeli, predvsem te novodobni potrošniki, ki so nekoliko zahtevnejši in drugačni od že poznanih, zavedati, da če kupijo slovensko, ni nujno samo našo svinjino ali pa govedo ali pa karkoli, ampak tudi izdelke drugih slovenskih kmetij oziroma proizvajalcev, da spodbujajo celoten krog, ne, se pravi, od delovnega mesta do višje potrošnje, do boljšega standarda in vsega. Zato si želim, da širiti maloprodajo na takšen način, da bi povezoval kmetije, da bi povezoval slovenske proizvajalce, ponudil okolice na različnih predelih Slovenije, glih slovenske proizvajalce, slovenske kmetije, da bi videli, da je tudi to, ne, domačo, okusno, zanimivo, drugačno. Želim si, da bi, se pravi, povečati malo prodajo. Zaradi situacije, kakršna pa je v Sloveniji, nažalost, jaz jo tako vidim, ne vem, vsak jo vidi malo drugače, vsak strokovnjak, vsak laik, vsak potrošnik, ker je nažalost še vedno slovensko premalo cenjeno, ne, se zaradi tega pa upada proizvodnja, svinjina je čisto na podnu, prej smo poslušali gospoda strokovnjaka, kak je z govedino, teletino in tako dalje. Želim se mogoče nekaj tujine ali pa tudi ne vem, čisto odvisno od situacije. Po katerem kanalu pa največ prodate? Kako? Največ se trudimo prodati v lastnih trgovinah. Lani je to v koronski situaciji, se pravi, še vedno to je bila v tisti vsej slabosti, smo se zelo čez noč usmerili
še bolj v malo prodajo. To pomeni lastno prodajo, širili smo marketinško, koliko smo lahko z našimi zmožnimi sredstvi, da smo izdelke dostavljali, da smo jih prodajali v naših trgovinah, ki jih imamo, se pravi, jih oglaševali, stopili potrošnikom čim bližje. Imate 4 mesnice, koliko pa še živilskih trgovin? Tu imamo 4 trgovine in mesnice, pa eno potujočo, ostalo pa so trgovine, kateri zalagamo z našimi izdelki, ker pretežno naše izdelke prodajajo, pa trgovske verige, kot sem že povedal, javni zavodi, gostinci in tako dalje. Super. Hvala vam za predstavitev vaše kmetije. Glede na to, da povečujete predelavo in prodajo iz leta v leto, pomeni, da znata z bratom ob podpori vaše punce in staršev se dogovarjati o razvoju, da tukaj štima, tako kot radi rečemo. Želimo vam še veliko uspeha naprej in da bi kmetijo Zimmermann iz leta v leto poznalo več kupcev. Hvala vam. Hvala lepa za lepe besede. Lahko noč.